Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Do danes v Izoli poteka Evropsko prvenstvo v jadranju v razredu Ilka. Udeležilo se ga je 420 jadralcev. Na plaži San Simon v Izoli ste morda te dni na morju ali na obali opazili jadrnice. Gre za jadrnice Ilka 4, saj do danes tu poteka Evropsko prvenstvo v jadranju. Prvi plovi so se začeli že v nedeljo. To je olimpijski razred za mladince, tako da je tukaj 420 jadralcev iz 38 držav. Večina Evropejcev seveda, imamo pa tudi iz Hongkonga, Arabskih Emiratov, Amerike, Kanade. Tako da, bom rekel, smo zelo zadovoljni številom. Celo dosti več prijav smo imeli, skoraj še enkrat toliko, ampak pač naše kapacitete so z 400 jadralci že kar krepko zapolnjene. Jadrnica, s katero tekmujejo, je enosed, kar pomeni, da je na njej po en jadralec. Gre za olimpijski razred v članski kategoriji, med katerimi je konkurenca velika. Jadrnica Ilka 4 je naslednji korak, ki sledi jadranju v razredu Optimist, ki pa predstavlja najmanjše enosede jadrnice. Včeraj smo imeli res odlične razmere, 80 vozlov, idealno. Danes ne izgleda tako optimistično, ampak se upamo, da bomo naredili vsaj eno regato, en plov, kajti preostalek tedna pa izgleda zelo dober veter. Prvo v sredo močna burja, potem pa obrne na klačecen sea breeze maestral v četrtek in petek. Vse skupaj so jadralci moči merili 6 dni po uvodnih 3 dneh kvalifikacij. Dobri rezultati s tekmovanja pa bodo pokazali, kdo od jadralcev ima talent, iz njih pa bodo nato ustvarili bazo jadralcev po različnih državah. Ta teden so bile v ospredju Univerze na Primorskem družbene vede. Ta teden so potekali dnevi humanistike, ki jih že tradicionalno organizira Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Praktično od začetka te fakultete je tu en teden v letu, ki je rezerviran za dogodke. In sicer vsako leto so zamišljeni kot neki tematski dogodki, ki preizprašujejo ena aktualna družbena, politična, filozofska vprašanja. Tako da letos smo dneve humanistike nekako namenili 2 krovnim temam. Eno je vprašanje pravzaprav umetne inteligence, to je nekaj, s čimer se intenzivno srečujemo. Druga zadeva pa je mogoče bolj vezana na oddelek, s katerega prihajam, se pravi, to je oddelek za medijske študije. In sicer želimo tudi preizpraševati vprašanje medijev, nove medijske zakonodaje, medijske ureditve in podobne zadeve. V času, ko so naravoslovne vede pogosto v ospredju pred družboslovnimi, takšni dogodki ozaveščajo širšo javnost o pomenu humanistike. Po eni strani gre za večje spodbujanje naravoslovnih ved, predvsem z vidika njihovega zelo neposrednega doprinosa tehnološkemu razvoju, gospodarskemu, ekonomskemu razvoju. In v tem oziru so družbene vede nekako razumljene kot tiste, ki niso zmožne tega doprinosa. Zdaj je bilo treba gledati po moje širše, ker družbene vede, pa tudi humanistične, so pa tiste, ki lahko osmišljajo ene zadeve ali podpirajo neke širše perspektive razmisleka, ki pa jih neke naravoslovne vede običajno ne uspejo tako nasloviti. Letošnji dnevi humanistike so se začeli z okroglo mizo o umetni inteligenci, človeku in prihodnosti, na kateri so sodelovali dr. Ernest Ženko, doktorica Ana Beguš in dr. Igor Bjuklič. Spregovorili so o aktualnih vprašanjih povezanih z umetno inteligenco. Ja, to je tako pozitivno, kot nekaj, zaradi česar smo lahko zaskrbljeni. Eden od razlogov je že obstoječa umetna inteligenca, oziroma to, kar s tem izrazom nekako pojmujemo, se pravi predvsem danes generativna umetna inteligenca, o kateri govorimo, ki omogoča, se pravi, pisanje besedil, izdelavo slik, izdelavo videov, deepfake, se pravi, lahko osebo zamenja z nečim, kar je umetno, in to je nekaj, kar lahko pač zbuja strah, recimo v kontekstu akademskega prostora, se pravi dela študentov, se pravi, če študent ne napiše naloge, ampak jo napiše, se pravi, neka oblika umetne inteligence, to vsekakor je nekaj, kar nas mora skrbeti.
V razpravi so bili izpostavljeni nekateri pomembni vidiki razvoja umetne inteligence in njenega vpliva na ljudi, izobraževanje, delo in jezik. Čeprav se tega ne zavedamo, je umetna inteligenca že dolgo prisotna v našem vsakdanjem življenju, vendar ne moremo vedeti, kako bo njen razvoj vplival na našo prihodnost. Zdaj napovedovati prihodnost je težko, ne? Vendar pa to, kar vidimo, je, da v določenih kontekstih, recimo oblikovanje, oglaševanje in tako naprej, veliko človeškega dela lahko že zamenja, se pravi umetna inteligenca, ki lahko oblikuje, ki lahko išče nove ideje, do določene meje seveda, ampak lahko zamenja, se pravi, človeka na različnih področjih in to je mogoče tudi razlog za skrb. Ne toliko, da bi nas povsem zamenjala, ampak da tisti, ki ne bodo znali uporabljati tega orodja, ne bodo verjetno imeli dela. V okviru dnevov humanistike so organizirana tudi druga predavanja o aktualnih medijskih vprašanjih, prazgodovinski umetnosti ter pogovor z Dragom Mislejem Mefom. Udeležili smo se novinarske konference v Piranu, ki je bila tudi dobrodelno obarvana. V četrtek smo se sredi sončnega dne zbrali v mestni kavarni Piran, kjer je potekala predstavitev solinarskega praznika ob prazniku svetega Jurija. Praznovanje se bo pričelo prihodnji petek in zaključilo v nedeljo. Cel vikend bo pester, v petek začnemo s čistilno akcijo v organizaciji krajevne skupnosti, tako da dodamo tudi eno ambientalno, ekološko usmerjeno noto. Okrasitev mesta bo sledila, v soboto cel dan program z različnimi delavnicami, veliko dogajanja na Tartinijevem trgu in okoli, in v nedeljo seveda že tradicionalno procesija in seveda sveta maša in odhod, simboličen seveda, odhod solinarjev v soline, tako kot so včasih v tem času začeli in se preselili v soline in začeli s pridelovanjem soli. Poleg predstavitve solinarskega praznika pa je bil dogodek tudi dobrodelno obarvan. Podjetje Team International zdaj že tradicionalno pomaga in donira denar za dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki. V mesecu novembru smo sprožili ta naš projekt Štorta. Hoteli smo se zahvaliti Piranu, obali, za eno tako sladico, kar načeloma je nimamo in nismo imeli, zdaj jo imamo. Gosti so vedno spraševali samo po lokalnih sladicah, kot so kremšita, gibanica in tako naprej. Mi smo takrat rekli, ne hočemo nekaj našega in tako je nastala naša Štorta. Potem je prišla ideja, projekt, kako to vse dati ven, gremo še z dobrodelnostjo, tako da smo predstavili dobrodelnost, torej od vsake prodane štortice izkupiček je šel za društvo Palčica Pomagalčica, s katerim sodelujemo že 4. leto, tako da tu niso imeli nobenega dvoma, koga izbrati. In evo, po 4 mesecih smo tukaj, prodanih 4000 kosov tortic, zasluženih 10.000 evrov in lahko samo rečemo, da smo presrečni in hvaležni vsakemu, ki je prišel na tortico. Palčici Pomagalčici, Larisi Štoki in dobrodelnim škratkom je ponovno uspelo zbrati zavidljivo številko denarja, s katerim bodo spet lahko pomagali otrokom. Posebni občutki, dragoceni občutki, da poleg razvajanja dejansko naših okuševalnih brbončic lahko torta po imenu Štorta prinese tudi tako izjemno dobrodelno noto, tako da hvala ekipi, ki nam je ponovno zaupala, hvala vsem, ki ste prišli in se posladkali, svetujem, da se boste še posladkali v veliki vsoti, v veliki donaciji 10.000 evrov, pa so novi nasmehi otrok, ki so hudobolni, ki potrebujejo dejansko našo srčno pomoč, naše sočutje, ponovno jim bomo lahko donirali za terapije, tudi oni bodo nekega dne hodili, tudi oni bodo nekega dne lahko, tako kot Urban, rekli svoji mamici, rad te imam, in prišli v Piran na Štorto, ki ni le navadna torta. V dobrodelnem društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki so pomagali že veliko otrokom, ki se borijo s hudimi boleznimi, kar jim daje dodaten zagon, da svojim poslanstvom le še nadaljujejo. Mestna občina Koper teži k čim prejšnjemu začetku gradnje levega tira. V ponedeljek je župan mestne občine Koper Aleš Bržan organiziral delovni sestanek s predstavniki Komisije za spremljanje gradnje drugega tira Divača Koper in primorskimi poslanci. No, na temo drugega tira moram povedati, da sem kar zadovoljen z
vsaj delnimi rezultati. Torej prišli smo do tega, da smo skrajšali roke za izvedbo prvega tira, skrajšali so se roki tudi za izvedbo levega oziroma drugega tira, oziroma ti se krajšajo. Če gre po načrtih, se bodo postopki začeli leta 2026, torej stremimo k temu vsi skupaj, da se dela takoj nadaljuje, ko se končajo z prvi tir oziroma prvi del drugega tira. Poslanci so vložili pobudo, da bi traso stare železnice preuredili v kolesarsko stezo. Trenutno pa nimajo dovolj zagotovil glede ukinitve in demontaže stare proge. Želimo si, da bi se to zgodilo takoj, ko bo to mogoče, torej takoj, ko bo vzpostavljen levi tir in da bo ta proga namenjena za druge namene, konkretno za kolesarsko progo oziroma turistično-rekreacijske namene. Zato nimamo še, kot že povedano, dovolj pisnih zagotovil, imamo sklep vlade, ampak si želimo, da gre to tudi v prostorske načrte in danes smo se dogovarjali, na kak način bi prišli do tega, da dobimo res zapečateno odločitev in tudi vse načrte pripravljene za to, da se to zgodi takrat, ko bo to potrebno. Občina je predlagala nekaj sprememb državnega prostorskega načrta. Prva pripomba je ta, ki sem jo pravko omenil, vezano na obstoječo progo, torej demontaža in zagotovitev nadomestnih vsebin. Renaturacija območja okoli Dekanov, takoj po zaključku gradbišča, in pa povezava mimo Škofijske Karavle v Vinjansko dolino. Tam je nek odsek potrebno še zgraditi, ki mislimo, da bo zelo pripomogel lokalnemu prebivalstvu. Primorski poslanci so podprli prizadevanja župana in komisije in se zavezali za čimprejšnji sprejem zakona o drugem tiru. V bistvu že od začetka mandata si vsaj poslanci Svobode prizadevamo, tako kot je župan povedal, da se vsi infrastrukturni projekti premaknejo iz mrtve točke, med njimi je tudi projekt drugega tira. Danes, pomembna informacija, smo tudi vsi koalicijski poslanci, torej 9 poslancev, dali tudi poslansko pobudo, s katero smo dali pobudo vladi, da se obstoječa železniška proga, ko bo vzpostavljen vzporedni tir, torej drugemu tiru, spremeni v kolesarsko pot. Torej smo zavezali ali pa prosimo vlado, da upošteva naše mnenje, naše poglede tukajšnjih občank in občanov. Če bo vse potekalo po načrtih, bo popolna dvotirnost mogoča v letu 2030. Pozor! Jutri in v nedeljo bo potekal istrski maraton, zato bo prišlo do polnih in delnih zapor cest. Prihajajoči vikend bodo po obali tekali tekači iz 28 različnih držav, saj bo potekala prireditev Istrski maraton, ki povezuje 4 istrska mesta: Koper, Izolo, Piran in Ankaran. Letos bo to že jubilejna 10. edicija. V soboto bodo najprej tekli najmlajši, saj bodo organizirani kapkovi otroški teki. Glavno dogajanje pa se bo odvilo v nedeljo. Tekači se bodo spopadali s 3 različnimi trasami. Udeležili se bodo namreč 42-kilometrskega Luka Koper maratona, polmaratona z 21 kilometri ali rekreativnega teka, ki meri 10 kilometrov. Teki se bodo začeli s štartom v Luciji. Zaradi prireditve bo v nedeljo zaprtih več cest po obali. V Luciji, Portorožu in Seči bodo popoldne zapore cest med 6:45 zjutraj in 6 zvečer. V Kopru pa bodo popoldne in občasne zapore potekale v času med 8:30 in 13 uro. Včeraj smo se udeležili prireditve Jadralec leta. V prostorih Jadralnega centra Portorož je včeraj dopoldne potekala tradicionalna prireditev Jadralec leta. Na prireditvi so razglasili najboljše jadralce leta 2023 in podelili priznanja za vrhunske dosežke v jadranju. Naziv najboljšega jadralca leta je prejel Toni Vodišek. Lepo pozdravljeni vsi, sedaj tukaj, čeprav veseli za lansko leto, letošnje leto, še toliko težje, imamo olimpijsko leto, ker bomo v Marseju mi kot Formula Kite prvič olimpijska disciplina. Bili smo že pred leti 2018 na olimpijskih za mlade v
podobni disciplini, tudi na kajtu, kjer sem osebno dosegel z ekipo drugo mesto. Takrat smo videli, da to srebro nam ni nekaj najbolj pasalo, sedaj pa z čim višjimi cilji in trdim delom ciljamo na najvišje. Vodišek bo letos poleti tekmoval na olimpijskih igrah v Franciji, in sicer v razredu Formula Kite. Strah bom rekel takole, meni, ko sem na tehmah, mi je sprostitev, ko sem doma, še vedno pomagam, delam pri očetu in koliko me on pa gara, kaj moramo vse delati, je doma ta stresen del in polko grem in te tekme so bolj sprostitvene in takole, no. Kam pa ciljaš na olimpijskih igrah, kakšni so tvoji cilji? Moj cilj je tašen na vožnjo brez napake. Ciljamo definitivno najvišje, drugi nas ne zanima več biti in to je to, kar bom rekel. Zdaj pa enostavno je govoriti, treba še kaj dokazati. Znan je že tudi drugi tekmovalec, ki se bo boril za olimpijske stopničke, to je Jean-Luca Zelko. Luka, tekmujem v razredu Ilka 7. Februarja letos sem na Evropskem prvenstvu že naredil olimpijsko normo, tako da lahko dejansko zdaj do konca julija oziroma začetka avgusta res sproščeno se pripravljam na olimpijske igre in mislim, da smo na pravi poti. Res, da ni več stresa, hvala Bogu, ki smo ga imeli predtem. Zadnjo leto je bilo res stresno. Od avgusta do marca smo enostavno imeli tekmo za tekmo, kvalifikacije za kvalifikacije in tale kvalifikacijska tekma na Evropskem prvenstvu, kjer mi je uspelo narediti vozovnico, mi je odlegel en velik kamen od srca in res lahko sproščeno skupaj s Tonijem gledamo na olimpijske igre in na vse, kaj nas čaka. Za tekmovanje na olimpijskih igrah se poteguje še nekaj drugih jadralcev. Med kandidati so še v mešanem dvosedu 470 Tina Mrak in Jakob Božič, v Ilki 6 Lin Pletikos in Alenka Valenčič, v formuli Kite Marina Vodišek in v razredu IQ Foil Lina in Val Eržen. Val Eržen nam je povedal, kako izgledajo njegove priprave. Treniramo, se pripravljamo, rihtamo opremo, da bo top za tekmovanje in to je to. Bomo prišli kaj in bomo dali vse od sebe in bomo videli, kaj bo. Kakšni so tvoji cilji? Pa da se kvalificiram, valjda, in grem po zlato na olimpijske. Podelili so tudi nekaj nagrad za mlajše. Najboljša v razredu Optimist sta bila Lina Sorta in Filip Luka Butinar, med mladinci Lina Eržen in Luka Zabukovec. Priznanje za najboljšo mladinsko posadko pa sta prejela Jaka Valjavec in Vid Dobrinja. Se poznate frazem padel je mrak na oči? No, ta izraz se je zgodil v praksi, saj je v torek nastopil sončni mrk, ki so ga videli ponekod po svetu. Pa ga poglejmo še mi. You won't believe the ending of how awesome this solar eclipse video is. These people all gathered together on the beach to witness history as it slowly got darker. But they were just moments away of seeing the sun fully covered and had them all shocked, probably having the best view of it in the world. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Z vami bomo delili dogodke, ki se bodo v prihodnjem tednu odvili v slovenski Istri. Prvi med njimi je na sporedu jutri v soboto 13. aprila, ko se bo v Kulturnem domu v Izoli odvila glasbena pravljica Bremenski godci. Dogodek se prične ob 19. uri. Na isti večer ob 19:30 pa v dvorani Svetega Frančiška Asiškega sledi koncert Floralia Requiem za mir, kjer se bodo predstavili Mate Bekavc na klarinetu ter FB Banda. Ob 20. uri pa se bo v duhu trepa in elektronike odvil dogodek v Centru mladih Koper. Za DJ mešalno mizo se bosta predstavila dva dueta Kicks and Mix ter Bromance, sledil pa jim bo še izvajalec Outlot. Prisluhnimo njegovi skladbi Senza te. Devo un po' staccare, ora o mai, ora che non sei qui con me io provo a vivere, ma ora baby tu lo sai, non riesco a stare senza te, senza
Naslednji dan, v nedeljo 13. aprila, sledi koncert, ki ga organizirata Pihalni orkester Koper ter Pihalni orkester Piran. Oba se bosta predstavila na odru portoroškega auditorija, pridružil pa se jima bo še šolski pihalni orkester glasbene šole Koper. Pričetek ob 18. uri. Na isti večer pa se bo ob 19. uri odvil še pomladni koncert obalnega komornega orkestra. Ta bo potekal v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Na torkov popoldan se lahko udeležite literarnega sprehoda, ki ga organizira Knjižni klub Univerze na Primorskem, ter katerega gostja bo Davorka Štefanec. Pričetek sprehoda ob 17. uri na Martinčevem trgu v Kopru. V istem popoldnevu pa se v knjigarni Libris lahko udeležite še enega literarnega dogodka, skupnega branja poezije z Anjo Zak-Golob, slovensko pesnico, urednico, kritičarko, dramaturginjo in prevajalko. Dogodek se prične ob 17. uri in 30 minut. Pol ure kasneje, ob 18. uri, pa Center mladih Koper vabi na LGBTQ+ dogodek z naslovom Mavrična druženja. Namen mavričnih druženj je ustvariti varno LGBTQ+ okolje tudi izven Ljubljane, kjer je prostor za iskrene pogovore in razmišljanja ter hkrati za sproščeno druženje. Ob isti uri pa se v Pokrajinskem muzeju v Kopru lahko udeležite 4. koncerta v sklopu cikla Virtuozo. Tokrat se bodo predstavili Matija Jerman na tubi, Veronika Volk na klarinetu ter Neva Klajnšček in Luka Ferini na klavirju. Prav tako na torkov večer sledi še monokomedija Špas teatra z naslovom Kriza srednjih let. Ta se prične ob 20. uri v gledališču Tartini Piran. Na četrtkov večer pa se v Pokrajinskem muzeju lahko udeležite 4. koncerta iz sklopa Amabile z muzejem. Tokrat se bo predstavila glasbenica Božena Angelova na violini. Pričetek koncerta ob 19:30 minut. V Centru mladih Koper pa bo na ta večer potekala 48. edicija Bunga stand-up večerov, katerega glavni gostitelj bo Rok Bohinc, na odru pa se mu bodo pridružili še Ljuba Ljuba, Rene Volker, Glafira Todorović in Nikolas Moulin. Pričetek ob 20. uri. Na petkov večer 19. aprila se lahko udeležite gledališke predstave Slovenskega narodnega gledališča Otroci. Ta se bo odvila v auditoriju Portorož s pričetkom ob 19:30 minut. Sledi še koncert v Centru mladih Koper, kjer se bosta predstavili dve reški indie rock zasedbi, Turisti ter Mrave broji. Prisluhnimo skladbi slednjih z naslovom Samoubojica. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši izdaji časopisa Megafon. Lepo pozdravljeni in se vidimo prihodnji teden.